Lep pozdrav, drage gledalke in gledalci. Tako, prišli smo do zadnjega dela papeževega pisma Srčno sem želel. Nadaljujemo z razmišljanjem o umetnosti obhajanja. Glejte, duhovnik naj ima vedno zavest, da je po usmiljenju posebna navzočnost vstalega. On. Se pravi, posebna navzočnost. Tudi drugi verniki so navzočnost vstalega, a duhovnik je po zakramentu svetega reda ali mašniškega svečenja na poseben način Božja navzočnost. Tudi zaradi nje je krščanski zbor enkraten. Noben drug zbor, ki se zbere kjerkoli na svetu, ni enak krščanskemu zboru, liturgičnemu zboru. Vse geste in besede duhovnika, ki predseduje, imajo zakramentalno globino, v tem širšem pomenu besede. Že ko pride, se pokloni oltarju, poljubi oltar. Glede, to je simbolno znamenje, simbolna beseda telesa, s katerim pozdravi Kristusa, ki ga predstavlja v tem trenutku oltar. Zato ni vseeno, kako poljubi oltar. Da ga res poljubi, kakor da bi poljubil Kristusa, ki bi bil zdaj le tukaj v telesu navzoč, kot prijatelja. Njegove geste so vidna znamenja nevidne milosti. Po njih osebno deluje poveličani Kristus. Vidite, po duhovniku na poseben način, na viden način deluje Kristus. Iz njegovih besed, duhovnikovih namreč, in njegovih dejanj mora zbor zaznati, kako Jezus želi, da bi jedel veliko nočno jagnje z nami, ki smo tukaj. Protagonist svete maše je vstali, torej tisti, ki vodi, ki deluje sveto mašo, je vstali Kristus. Predsedujoči duhovnik ali škof je pa na nek način na sredi med Jezusovim srcem, ki ljubi, in srcem vsakega vernika, ki je predmet Jezusove ljubezni. Vidite, duhovnik je pa tu vmes. Predsedovati bogoslužju pomeni biti potopljen v ogenj Božje ljubezni. Duhovnik naj bo prvi, ki je potopljen v to Božjo ljubezen, ki se tu izraža, ki tu prihaja do vidnosti, da jo lahko vidimo, da jo doživimo. Zato se ta stvar ne more improvizirati. To je umetnost. Duhovnik naj vztrajno obiskuje ogenj ljubezni, ki ga je Jezus prinesel na zemljo. Da bo lahko potem izvršil to svojo nalogo, da bo drugim pomagal do tega ognja ljubezni. In kje to dela? Tako, da se pogosto znajde pred tabernakljem. Tam ostaja ta ogenj Božje ljubezni, živi ogenj Božje ljubezni, ki je Jezus Kristus vedno navzoč. Na začetku cerkve se je to dogajalo, torej to bogoslužje, so obhajali sveto mašo pred Marijinimi očmi. Prav je, da se tega tudi mi zavemo pri vsaki maši. Takrat je Marija, bi lahko rekli, na nek način nadzirala geste, ki jih je sin zaupal apostolom. To so geste, ki tvorijo telo njenega sina. Da si lažje to predstavljamo, Marija je nadzorovala Jezusa, ko je bil otrok, kaj je delal in tako naprej. Sedaj na nek način gleda, opazuje prvo cerkev, ki je Kristusovo skrivnostno telo. Koliko je zvesta pri tem opravljanju Jezusovih gest in izgovarjanju Jezusovih besed, ki se dogajajo v obhajanju. Duhovnik v moči svojega posvečenja ponavlja te Jezusove geste. Lahko bi rekli, duhovnik je neke vrste orodje za razplamtevanje Gospodove ljubezni na zemlji. To je naloga duhovnika, da razplamteva to Jezusovo ljubezen. In Marija duhovnike
posebej varuje v svojem naročju, z željo, da bi se dali pojesti, v narekovajih seveda, ljudem kakor Kristus. Torej, pomaga nam, Marija nam pomaga, da bi se dali razlomiti, da bi svoje življenje dali na razpolago ljudem, zato da bi jim pomagali, da bi tudi oni prihajali do živega stika s Kristusom. Duhovnika oblikujejo geste in besede, ki jih bogoslužje polaga na njegove ustnice ali pa na njegove roke. Za kakovost predsedovanja ga vzgaja. To predsedovanje sveti maši mora biti kakovostno. Torej mora biti takšno, kakršnega želi Cerkev, celotno Kristusovo skrivnostno telo. Duhovnik ne sedi na prestolu, čeprav je tisti stol, na katerega sede, malo poseben. Ampak Jezus ni sedel na prestolu kot kralj. Njegov prestol je pravzaprav bil križ. Zato mora biti tudi ta stol za duhovnika simbol križa, predanosti, služenja drugim, ne kraljevanja nad drugim. Duhovnik ne sme krasti središčnosti oltarju. To je papežev izraz. Pomeni, da ne sme svojim obnašanjem pritegovati pozornosti ljudi nase, ampak vedno tako obhajati, da so vsi osredotočeni k oltarju, ki pomeni Kristusa. Zato se poklonimo oltarju, pokadimo oltar, gremo okrog oltarja in tako naprej. Zato, ker je oltar Kristus. Besede, ki jih duhovnik izgovarja pri bogoslužju, imajo različno vsebino. Ta pa zahteva tudi različne odtenke. Tudi to spada k umetnosti obhajanja ali v tem primeru umetnosti govorenja. Duhovnik govori Bogu v imenu celotnega zbora. Govori zboru v imenu Boga in govori enoglasno s celotnim zborom, ki je zbrano, s zborom vernikov. In zopet govori kdaj v svojem imenu. Vidite, vsaka taka beseda mora tudi v zvoku biti malo drugačna, primerna temu, čemu služi. Te besede dajejo obliko tudi duhovnikovemu notranjemu svetu, spodbujajo duhovnikova čustva, da obhaja sveto mašo v celoti, tudi s čustvi, s telesom, z duhom. Z evharistično molitvijo skupaj z zborom duhovnik spominja očeta na daritev njegovega sina, ko se spominja, in to mi slišimo, Jezusove zadnje večerje in njegove daritve, da bo ta dar spet ponavzočen na oltarju. Zato tam obnavlja to zgodbo, bi lahko rekli, se spominja. Zato, ker po tem spominjanju, ki ni golo spominjanje preteklega dogodka, ampak je spominjanje, ki ponavzoči dogodek, ki se ga spominjamo. Pri tem duhovnik ne more imeti želje, da da tudi svoje telo za ljudstvo. Ko govori, to je moje telo, ki se daje za vas, to je moja kri, ki se daje za vas v imenu Jezusa Kristusa, takrat mora biti pripravljen tudi sam dati samega sebe, kar pomeni telo in kri, vsega za ljudi. Papež želi, gledajte, s tem pismom nas ponovno spodbuditi k edinosti v bogoslužju, po vsej cerkvi rimskega obreda. Da ne bi liturgija, bogoslužja, sveta maša bila izvor nesoglasij med nami. Papež želi, da poživimo začudenje nad lepoto te resnice krščanskega obhajanja. Spodbuditi hoče liturgično vzgojo in da bi spoznali umetnost obhajanja. Vse to bogatstvo je v naših cerkvah, bratje in sestre. Krščansko življenje je stalna pot rasti. Z veseljem in v občestvu rastemo.
Papež spodbuja k spoznavanju pomena bogoslužnega leta in Gospodovega dne. Bogoslužno leto je za nas možnost za rast v spoznavanju Kristusove skrivnosti. Ko vsako leto ponavljamo advent, božič, potem postni čas, kot ga zdaj živimo, veliko noč in tako naprej in praznike v tem cerkvenem letu, to ni zgolj ponavljanje iz leta v leto, ampak to je spirala. Pomeni vsako leto globlje, vsako leto višje, kakorkoli si predstavljamo. Naše življenje ni naključno zaporedje dogodkov, ampak je pot, ki vodi od velike noči do velike noči v pričakovanju blaženega upanja. Cerkev zato tudi vsakih 8 dni v nedeljo obhaja dogodek odrešenja. Zato je nedelja velik dar. Prej kakor zapoved. Nedeljo ne smemo razumeti, zlasti nedeljsko mašo, ne smemo razumeti kot nekaj, kar je predpisano in zato moramo iti. Ampak to je dar, to je tudi naš privilegij. Mi smemo v nedeljo obhajati sveto mašo. Nedeljsko obhajanje Evharistije oblikuje celotno skupnost. Tam slišimo besedo ostalega, ki nas razsvetljuje in potem vidimo v življenju bolje. Obhajilo naredi naše življenje za daritev očetu v bratskem občestvu z drugimi. In moč kruha nas med tednom podpira v oznanjevanju evangelija. Zato papež prosi, opustimo polemike in skupaj poslušajmo, kaj Duh govori cerkvi in varujmo občestvo. Vse to se najgloblje in najbolj pristno dogaja pri obhajanju svete maše. Hvala, drage gledalke in gledalci, da ste skupaj z menoj v tem tednu razmišljali ob tem tako lepem pismu papeža Frančiška Srčno sem želel. Jaz pa vam srčno priporočam, da si ga tudi nabavite in ga še sami prebirate in ob njem premišljujete. In lep postni čas naprej vam želim.